Dober dan. Današnja najina naloga je odgovorna. Po dolgem času. Rešiti morava kadrovsko situacijo v slovenski vladi in nastopiti s konstruktivnimi rešitvami in hkrati že v isti sapi tudi podati recenzijo teh konstruktivnih rešitev. Ki jih še ni. Pravi, iščeva ministra za zdravstvo, za zdravje, za zdravljenje in pa ministra za gospodarstvo. Imaš kakšnega favorita? Nimam, ne. Bil pa je že v zraku eden od favoritov, to je bil Igor Šoltes. Doktor Šoltes. Doktor Šoltes. Doktor javnih naročil. Ja. Ker ni za spregledati, ne? Da se človek spozna na javna naročila pa na finančno higieno v javnem sektorju. Ja, to spada k bistvu tega, kar je naredil, ampak je pa kar briljantna poteza bilo to, glede na to, da je moral vedeti ali pa pričakovati, da bo odbita, ne. Šah, ki ga je tako zaigral, nekako ga je zelo dobro javnomnenjsko kvalificiral za nastanek nove stranke in naslednje volitve, ne. Ampak če to damo v oklepaje, ne, to, da ga je podpiral... Kar je dobro za Šoltesa, ni dobro za nacijo. Ne, obratno, kar je v tem primeru, zdaj, če se osredotočiva, pustva zdaj politično propagando, ne, pa če se osredotočiva na javna naročila, ne, je pa to, ne. Jaz mislim, da je to, ne. Zdaj, on očitno pač ne bo minister za zdravje, ampak vsako ime oziroma vsaka osebnost, ki bi zasedla njegovo mesto, potem, ko so ga iztorpedirali ven iz kandidature, ne, klepaj doktor Lukšič, SD, zaklepaj, ne, pod ta štandard ne sme iti, sicer bo pa to vplivalo na imidž celotne vlade, ne. To se pravi, lestvico smo postavili na 2,35 m, ne, in zelo malo takih je, ki so to lestvico sposobni preskočiti, če si ne pomagajo s palico. Ja, veš, je treba izbrati najboljše od najboljšega. Je pač treba iskati v krem de la krem, ne, coni, ne. Pa tako je, ne, jaz mislim, da ta dogodek je mišljen, da gre v pozabo. Najina naloga je pa, da ne bi šel v pozabo, ne, pa ne zaradi kandidata, ki je odletel, ampak prav zaradi tega, ker ne vem, mogoče sem malo neuk, ne, ali pa mogoče... Naiven nisem več, v teh zadevah ne, no. Saj sem rojen naivec, ampak... Si entuzijast. Entuzijazma si več ne morem privoščiti, sem že prestar za ideale. Ja, idealizem se je preselil v duhovne sfere, rečemo, ne. Tako da ostanemo tukaj, ne, z nogama na tleh, ampak glej, stvar je taka, ne. Moja, bom rekel, diletantska, rečemo, predpostavka je, da se v zdravstvu, ne glede na to, kaj pravijo, da bo treba pač dvigati prispevne stopnje in tako naprej, ampak najmanj 0,5 milijarde se pa skriva tukaj noter, ne. Rajš pa več, ne. Pa rečemo med 0,5 in 1 milijardo, ne, rezerv, ne. Prvič skozi optimalizacijo dela, ne, drugič pa skozi provizije, ki tečejo in vsi vemo, v Sloveniji to je tisto del naših javnih skrivnosti, ne, da se tukaj noter pase mafija in da se pase korupcija, ne. Torej, Šoltes, ne, je prišel ven z magično besedo in je rekel sistematizacija javnih naročil. Zato je on specialist, ne. In seveda reševati državo v trenutku, ko ljudje vedo, ne, da je rešljiva, da je ogromno denarja, ampak to je ministrstvo za zdravje oziroma zdravstvo je področje, kjer je res ogromno denarja mogoče prišparati. Kar seveda ne izključuje možnosti povišanja prispevnostne stopnje, da se razumemo, ne. Zato, ker je treba štandarde na dolgoročno postaviti, izboljšati in tako naprej, ampak tukaj je toliko in toliko rezerv in toliko tega, kar sem rekel, ne. In narediti stvar popolnoma transparentno, to danes ni več bav, to danes že vsakdo razume, to danes že študente prvega letnika vsake fakultete, posebej ekonomske, razumejo, kaj so transparentna naročila. A veš, kaj so centralizirane naročila, konec koncev to, Avstrija počne konec koncev to, ne vem, Nemčija počne, države Evrope vejo, kaj to je. Računalniški programi so zelo enostavni in v vsakem trenutku ti lahko vse preglednice padejo na mizo in praktično narišejo rdeče pike in polja tam, kjer je nekaj narobe. Računalniško zelo enostavna stvar, ne. Samo vprašanje je, kdaj bo kdo to poimenoval s pravim imenom in kdaj bo na to mesto prišel človek, ki bo odporen na koruptivne vplive, recimo temu zelo naravnost, ki bo odporen na korupcijo, ki bo odporen na to,
da se je v Sloveniji neka določena oblika socializma prelevila v nek zdravstveni elitizem, ki je v imenu socializma v bistvu naredil za mafijski kapitalizem, recimo temu tako, no, bodiva majhen groba. In zato je vprašanje, kdo je tisti, ki bo zasedel tako zahtevno ministrstvo, ga uredil in hkrati naredil transparentnega, najbolj vroča točka tega politikuma. Bolj vroča bi jaz rekel kot drugo ministrstvo, to je gospodarsko ministrstvo, ki ni toliko usmerjeno na to, kako bo uredilo sistem za nazaj, ampak kako bo v bistvu odprlo perspektive za naprej. Seveda po usodnosti nič manj pomembno, ampak bolj vroče pa definitivno je to ministrstvo. Ne? In če dobimo, kdaj je bilo rečeno v ponedeljek? Ne? Ponedeljek. Ime, ne? Ja. Prvo, kar je, bomo ga primerjali z Igorjem Šoltecem, ne? Ja. Oziroma z tem, kar je on želel narediti. Ne? Potem bomo primerjali s tem, kar je prav, pa kar je narobe, in definitivno se nas je prijelo to, da je prav narediti stvari transparentne, pregledne in narediti zelo enostavno preglednico, koliko neka stvar stane v Nemčiji in koliko stane pri nas. Ja, ne, v to tvojo rdečo nit bi jaz dodal še ena dva elementa. Ja. Tisto, kar je pomembnega se zgodilo v zadnjem letu dveh, ne, znotraj zdravstvene scene, je samo dejstvo, da je tudi od spodaj, se pravi zdravstvenega sistema, prišla ocena, da bi se dal znotraj zdravstvenega sistema ob racionalni, transparentni in tako naprej organizaciji poslovanja javnih naročil prešparati ulala denarja. Ne? To je nekaj, kar v preteklosti ni veljalo. Ne? V preteklosti veljalo za zdravstvo je denarja premalo. Ne? Ob priliki je sicer si tedanji minister za zdravje Dušan Keber svoje politične zobe polomil na projektu nakupa cenejših operacijskih miz, ne? Ker je trdil, da se da operacijske mize za klinični center dobiti po nižji ceni. Vendar takrat podpore, ne, ki bi se glasila, da se dobiti enako kakovosten material po občutno nižji ceni, te podpore ni dobil. Ne. To je sramota, ne? To je sramota, ki se vleče. Ja, zdaj ta podpora obstaja, ne? In deloma obstaja. Deloma, a veš, smo pa spet v megli sprenevedanja. Ja, se pravi, ne, tako, znotraj zdravstvene scene obstajajo ljudje, imenovati, recimo Erik Brecelj, še določeno število ljudi, ki so do neke mere celo zavezniki te politike racionalizacije, hkrati, ne, seveda pa se ti ljudje zavedajo, da je rezerva znotraj zdravstvenega sistema še obstoječa. Dejva opogumiva te ljudi, ker so pač strokovnjaki, te stvari govorijo na glas. Mi dva bo pa njihova imena izrekala. Erik Brecelj je prvi, ki ga lahko izrečeva. V intervjuju sem prebral tudi pri predsedniku Fidesa Kuštrinu, ne? Ja. Tudi nekaj podobnega izrekel. Ne? Ja. Nekaj podobnega sem v intervjuju bral celo pri Remškarju, sem imel sicer menšanje, se pravi, kako je primarij Jože Remškar. Tako. Ja. Sem sicer direktor, tako sem imel mešane občutke, sem imel tisto, da se prilagajam, ampak vendarle pravilne stvari je govoril. Dejva vzpodbuditi. Te ljudi ne izrekajo prave besede, to so visoko inteligentni ljudje, dobro šolani ljudje, vejo, zakaj gre, naj vendar zapustijo svoj oportunizem. Upam, da jim ni vseeno, naj jim ne bo vseeno, mi dva bo izrekli njihove imena. Zakaj gre? Gre za vzorec države v malem, gre za reprezentativno vzorec države, ki je socialno naravnana in zdravstvo je, recimo temu, sociala par excellence. Hkrati je pa kapitalski center. Se pravi, ta ambivalenca se noter skriva, ta dvopolnost se noter skriva. In treba je to izčistiti, prepihati. Veš, naša država je rešljiva. In rešljiva je po dveh vzorcih. Prvič to, da se optimalizira in bo rešena, drugič pa zato, da se slabi zgledi odpravijo in vlečejo druge zglede v dobre zglede. Ne? In to je rešljivo. Ne? In minister za zdravje mora to poosebljati. Če minister za zdravje tega ne bo poosebljal, obrniva igro, ne? Je to začetek pokopa in smrti vlade Alenke Bratušek in koalicije, ki jo sestavlja. Zakaj? Ker ljudje niso neumni, nikoli niso bili, samo zdaj pa niso pripravljeni več stran gledati. Ne? In ko bodo enkrat videli, bližajo se volitve seveda, ne? Zdaj so evropske volitve, potem bodo državne.
tako ne. In ljudje bojo preprosto izbrisali te stranke iz političnega prostora. A ne? Ni več. Ni, ej, Ja, ni več. česa ni več? Ja, teh strank, ne? Ni jih več, ne bo jih več. Ne? A veš, v zadju bodo lahko da nove prevare, ampak bodo drugi ljudje dobili pač, ali pa druge stranke dobile priložnost. A ne? Ampak je škoda, da se ta vzorec stalno ponavlja. A ne? Da se, veš, kar je zdaj čas treba narediti stvari. A sva se midva eno čudno past ujela? Mislim, da trdiva, da je lik bodočega ministra za zdravje pomembnejši od lika bodočega ministra za gospodarstvo. Reciva temu, da v tem... Mislim tako, a veš, če bi se 15 let nazaj izrekala na podoben način, bi nam rekli, da ne rabva ministra za zdravje, ampak zdravnika, ne? Zdaj raba kirurga, ne? Da izreže. Ne, mislim zdravnika za glavo, no? Tako. Na ministru za zdravje zdaj rabimo kirurga, da bo izrezal rakovo tkivo, ampak primerjava zdravstva za državo je ta trenutek zelo na mestu. Zaradi tega, ker v bistvu stremimo k temu, da ohranjamo socialno državo, se pravi, ohranjamo po vzoru tega, kar smo že imeli, ne? In tako kot so v Franciji rekli, če hočemo, da ostane tako, kot je treba vse spremeniti. Ne? Medtem ko minister za gospodarstvo je, veš, jaz to dvoje ne bi primerjal, to je tako kot tisti orel v grbu, veš, ki se cepi v dve glavi, pa sta obe pomembni. Ne? Ja. Veš, jaz mislim, da gospodarstvo je strašno pomembna stvar, mogoče najpomembnejša, ampak tukaj bi se jaz bolj približeval liberalni angleški ali pa angloameriški formuli, liberalni formuli, pustite gospodarstvo samo, da zadiha, ne biti pameten okrog tega preveč. Ne ono zadiha, vi ga suportirajte. Tako da v tem smislu je zelo pomembno, gospodarstvo se samo zna pobrati, zdravstvo si pa nikoli ne bo samo znalo pobrati, to je pa vedno stvar politike. Zdravstvene politike, socialne politike in pa seveda denarja, ki se nakaplja v zdravstvene blagajne. In predvsem pa midva se že veliko mesecev pogovarja o tem, da je jedro slovenskega problema in prvo, kar je treba narediti za to, da se v rešitvah lahko pogovarjamo, je v bistvu vprašanje korupcije. In zdaj so spet pri imenu oziroma funkciji zdravstvenega ministra. Zdravstveni minister, ki simbolizira vse probleme te države, ne, ki ga še ni pa bo, ne, ampak ta minister, na njem se bo hkrati preverjal standard, kakršen ga je postavil specialist za javna naročila Šoltes, ki ga ni več po osebi kandidature, in hkrati Gorazd Klemenčič, ki ga ravno tudi ni več kot predsednik. Goran, sem rekel. Gorazd, vse. Ja, Goran Klemenčič, ki ga ni več, ampak hkrati tudi posebej standarde protikorupcijske komisije oziroma protikorupcijskega gibanja. Ne. Veš, in vse to, kar smo izgubili, pa več nimamo, ne. Zdaj rabimo videti reinkarnirano v neki novi funkciji, ki je tako pomembna, kot je funkcija ministra za zdravje. In če bo vlada ta standard, zdaj ima pač do ponedeljka priložnost, da tako ime predstavi, da vzbudi v ljudeh vero in pa seveda tudi to vero upraviči, da bo to počel, potem je ta vlada, mislim, da se ji ni treba bati za prihodnost. Palma pa že predsednik republike najpomembnejšo potezo v svojem mandatu. Ja, da spet vzpostavi ekipo, ki bo najmanj enako dobra, ne, kot je bila ta. Rajš boljša, ne. Recimo, da ne bo odstopila. Ja. A čakava do ponedeljka, kaj bo? Ja, na vsak način ne moramo nič prej povedati pred ponedeljkom. Ampak mislim, da so definirala se pravi, v ponedeljek bova zvedla, v torek bova razmišljala, v sredo pa narediva recenzijo izbora. Ja, bo. Sej upam, da niso kakšni dopusti spet, tukaj so kakšne počitnice ali kaj takega. Bova, ne, kulturni praznik imava pa potem v petek. Tako da bova v sredo zanesljivo tukaj na položaju.